evropskih izzivih in žrebu Unionu, ki je pobral vso pozornost javnosti o petkovem popoldnevu, je bil soboto čas za derbi. Dvoboj, ki na domači ligaški sceni še vedno pomeni nogometni praznik. Prvi medosebni obračun v letošnji sezoni v Ljubljani tokrat ni izval posebnega zanimanja med domačimi navijači, standardno živahno je bilo v mariborskem sektorju, odkudar je znova prihajala ustrezna podpora ekipi vijoličastem. Žal pa bo derbi ostal v spominu po manj prijetnih zadevah, sodniških odločitvah, ki so krojile potek dogodkov, predvsem po neokusnih besednih in pisnih žaljivkah na račun igralcev, družinskih članov NK Maribor. Ja, moram reči, da čez fantom moram čestitati na junaški borbi, kajti danes je bilo evidentno, da mi ne moremo zmagati. Da sodniška organizacija oziroma Jug še enkrat več je pokazal, da enostavno proti Mariboru sodi zmeraj. Spomnimo se tekme Interblok Maribor, spomnimo se tekme Maribor Domžale, spet tukaj smo naleteli na eno farso. Fantom lahko samo čestitam, ampak čim pa res Ljubljane, ker to, kar so njihovi navijači danes si dovolili, da žalijo familije naših igralcev, to je sramota. Toda moralo se igrati tudi v tako sovražno nastrojenem ozračju in kot je Darko Milanič napovedal pred tekmo, se pri udeležencih play-offa Lige prvakov ni posegalo po večjih rotacijah, z le dvema spremembama v primerjavi z gostovanjem v Luksemburgu. V začetni enajsterici sta dobila priložnost Ibrahim in Trajkovski. Vmes pridobljene izkušnje že omogočajo razporeditev moči in hitro preusmerjene misli na domače obveznosti, tako da uspeh na mednarodnem prizorišču ni vplival na tekmovalno vnemo. Težka tekma je za nami, v kateri se ne morem nikakor znebiti občutka, da od prve minute naprej sodniški kriterij ni bil isti. Tako da po nekem uvodni dominaciji nasprotnika smo potem vzpostavili ravnotežje oziroma že zelo zgodaj v prvem polčasu sem imel občutek, da smo mi tisti, kateri bomo na tej tekmi dominirali, in potem izključitev Argusa je pripeljala do tega, da je nasprotnik pač imel dominacijo. Kljub temu, ta tekma je minila v neki taki atmosferi, ko enostavno kot trener nisem imel občutka, da bi lahko tekmo zmagali. V začetnem delu tekme je za prvi udarec v okvir vrat poskrbel Omladič iz prostega strela, Handanović je žogo odbil, poskusil je Mlinar z glavo, a brez resnejšega dela za mariborskega vratarja. Na preizkušnji se je Handanović znašel že v akciji Jovića in udarcu z desne strani v kazenskem prostoru, a mu je preprečil namen z zanesljivim posredovanjem. V nadaljevanju je vijoličasta četa onemogočila konkretnejše poskuse gostiteljev, ob skrbi za posed žoge pa potrpežljivo iskala pot do Olimpijinih vrat. Kot akciji, ko je Mezga z glavo podal za Berića, ki je za Rifovićem tekel proti kazenskemu prostoru, si skušal priboriti položaj za udarec, vendar se ni šlo. Prvi polčas je dobil 2 minuti sodniškega podaljška, kar pa je zadostovalo za odločitev, ki je pokvarila derbi. Po posredovanju v boju za žogo pred Omladičem je sodnik dosodil prekršek, nato pa segel v žep po rdečem kartonu in Argusa poslal z igrišča. Težko razumljiva poteza za pretiran poseg v potek derbija. V drugem polčasu je tako Potokar zapolnil vrzel v obrambi, v slačilnici je ostal Mezga kot prvi pa do zaključnega udarca, Mertelj, žoga pa čez prečnik. Ob številčni premoči je bilo več možnosti za aktivnejšo igro gostiteljev. Priložnost so se najprej pripravili po kotu, ki ga je izvajal Trifković, Nikezić pa je z glavo usmeril žogo mimo leve vratnice. Najbolj obetavno situacijo velja izpostaviti z 59. minute ob dvoboju Nikezić-Handanović. Končal se je izjemno obrambo mariborskega vratarja po soočenju z Nikezićem, ki se je neoviran znašel v nevarni coni. Polčas z igralcem manj ni pomenil, da se bo nadaljevalo v popolni prevladi domače ekipe. Več bi se lahko zgodilo po predložku Ibrahimija iz prostega strela. Žoga je preletela vse igralce, se odbila pri Tavarešu, vendar je kapetan ni uspel umiriti in v svojem slogu poskrbel za zaključek. Kljub številčni premoči ni bilo silovitega obleganja vrat, ki bi privedlo do spremembe rezultata. Zadnja priložnost za Olimpijo tako sega v 69. minuto, ko sta Omladić in Trifković izmenjala dvojno podajo. Trifković je prišel pred Handanovića, vendar poslal žogo mimo gola in ostalo je pri razpletu brez golov.
Kot sem že povedal, jaz mislim, da po tej težkem gostovanju v Luksemburgu, da smo se dosti hitro regenerirali, spravili skupaj in šli v Ljubljano zmagati. Žal se nam to, mislim, tistim rdečim kartonom, ki za mene ni bil potreben s strani sodnika, se je končala z neodločnim zidom, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni, kajti je dosti obveznosti v Evropi. Zdaj sledi prva prosta sreda po 4 tednih, ekipa je dobila 2 prosta dneva. Naslednja tekma bo v soboto ob 20 proti Domžalam v Ljudskem vrtu, vmes pa se bo začel tudi lov na vstopnice za obračun z Dinamom. Vse informacije pa v prihodnjih dneh.